Evo, spet hangam z Mojmirjem. Če sem zadnjič kuhal, sem danes novinar in malo vrtam o tem, zakaj postati kuhar, kakšna je prihodnost in itak, kaj si o tem misli Mojmir. Mojmir, kako si začel ukvarjati z kuhanjem in kaj te je najbolj navdušilo pri tem poklicu? Ško je, Žan? Prvo me je navdušilo ustvarjanje. Če si vsaj malo ustvarjalen, moraš iti v kuharijo. Če ne greš v slikarstvo, tam moraš čopiči delati, mi delamo sicer z noži, ampak lahko narediš, kar ti domišljija pusti. Zanimivo. Kako vodiš svojo ekipo v restavraciji in kaj meniš, da je ključno za uspeh v kuhinji? Kolegialnost, iskrenost in pa spoštovanje. In to je pri meni in to furamo naprej. Kako se spopadaš z kreativnimi izzivi pri razvoju novih jedi in kakšne so tvoje glavne inspiracije? Ško je, ponovadi grem ali v naravo, ali grem v muzej, neki inspiracija prihaja iz povsod. In ti jo samo črpaš in jo dobiš na krožniku. In to je to. In to je ta stvar, ki me je vlekla v kuhinjo in zaradi tega sem še zdaj v kuhinji. Imaš mogoče kako zgodbo, ki te je skozi kariero pretresla ali pa mogoče navdihnila? Imam, v bistvu moj prvi stik, rečemo, za fino kulinariko, z restauracijo. Sem prišel k Janezu Bratovžu, legendi slovenske kuhinje in mi rekel, a rad kuhaš? Rad. Pa sam gledam in se uči. In tam sem videl stvari, ki so mi bile vesoljske. In jaz sem samo črpal in pač mind-blowing. Kakšen je vpliv tvojega dela na lokalno skupnost in kaj te najbolj navdušuje pri delu v restavraciji? Moraš vedeti, najbolj me navdušuje, ko gost z nasmehom zapusti restauracijo. To je to. Ti si nekomu polepšal dan. Če pisatelj polepša dan nekomu, ki prebere njegovo pesem, jaz polepšam dan nekomu, ki nekaj dobrega poje. Se zgodi to pogosto? Vsak dan. 100%. Vsak dan. Kako pa vidiš prihodnost kulinarike in kakšne trende pričakuješ v prihodnjih letih? Pričakujem, da bomo še bolj povezani, ker to Slovenci znamo in to smo pri športu dokazali, zakaj ne bi šel v kulinariki. In več, ki nas bo kuhal dobro, več, ki nas bo jedel dobro, boljši bomo.